Drage dame, cenjeni gospodje, prisrčno pozdravljeni v tem čudovitem dnevu, ki pa se je komaj začel, kajti lahko vam obljubimo, da smo se vsi potrudili, da bo čedalje bolj čudovit. Opa, kaj pa je tole pri meni na eni in drugi strani? Ste jo že videli? Kar zaploskajte, seveda, ja. Več kot dobrodošlo. To sta Feniks in Urša. Poimenovali smo jih točno zdaj, da obeležimo tele dneve uprave, zato ker sta se pojavila med nami, seveda pa imata svoj namen. Sta maskoti, ki za razliko od vseh ostalih maskot, ki znajo biti včasih malce hecne, ostajata resna, vendar pametna, elegantna in kreativna. Tako kot verjamem, da ste čisto vi vsi. Absolutno upam, da ste izkoristili svoj fototermin z njima, če ne, vidim, da ste kar popularna. Kaj pa, če postaneta kiberzvezdi, kaj bo pa potem? Kvečemu dober za dneve slovenske uprave, kaj ne? Hvala lepa, ker ste se nama pridružila in zato, da bo dan kar se da dober, ne? Pa jim pustimo, da uživata v mestu Rož, hvala lepa, pazljivo pri stopnički. Feniks in Urša, drage dame in gospodje. Tako, malce šaljivo, pa vendar nič kaj progljivo, kajti verjamem, da že komaj čakate, kaj obeta zelo bogat program, ki so ga skrbno pripravili za vas, za nas, zato da lahko v teh naslednjih dni užijemo kar najboljše in najlepše. Seveda pa ni naključje, da smo naročili vreme idealno za tole jesen, ki je na morju najlepša. In kaj je še lepo, da vas lahko pozdravim tudi jaz. Ne samo zato, ker sem fenica vaše fakultete, oziroma fenica takih zborovanj, ampak tudi zato, ker se mi zdi zelo smiselno in zelo lepo, kadar vidim tako zelo pozitivno naravnane obraze že v tako zgodnih urah. No, od pozitivizma pa seveda kar k resnemu začetku. Čas je, da se dnevi slovenske uprave, ki letos nosijo zanimiv slogan Javna uprava za družbo prihodnosti, tudi uradno začnejo. Zato naprošam profesora dr. Mirka Pečariča, dekana Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, da nam nameni nekaj uvodnih besed. Lepo pozdravljeni. Spoštovane udeleženke in udeleženci 32 dnev slovenske uprave. Lepo vas pozdravljam na tem tradicionalnem srečanju, ki že vrsto let združuje strokovnjake, praktike in vse, ki prispevate k razvoju in kakovosti slovenske javne uprave. Lahko bi rekli, da gre že za neke vrste praznik slovenske javne uprave. Vaša dosedanja udeležba na dnevih slovenske uprave je namreč prispevala k temu, da so naši in vaši dnevi postali tudi zaščitena blagovna znamka. DSU so priložnost za izmenjavo izkušenj, razpravo o izzivih in iskanje inovativnih rešitev za prihodnost. Letos se bomo osredotočili na nosilno temo, ki nosi ime Javna uprava za družbo prihodnosti, kakovost, integriteta, učinkovitost. Navedeno bi lahko povzeli tudi tako, da je integriteta temelj dobrega vodenja, kakovost merilo odličnosti, učinkovitost pa pot do napredka. Integriteta vsebuje transparentnost, etične standarde in odgovornost. Kakovost se po drugi strani navezuje na storitve za državljane, nestalno izboljševanje in uporabo sodobnih tehnologij, učinkovitost pa optimizacijo procesov, učinkovito rabo virov in merjenje razmerij med posameznimi deli. Vse to omogoča spremljanje razvoja in identifikacijo področij za izboljšave. Seveda, če se to resnično želimo. Presečna povezava med kakovostjo, integriteto in učinkovitostjo je lahko v sinergiji, zaupanju javnosti in inovacijah. Pa vendar vse to so zgolj in samo besede. Nassim Taleb v knjigi Tvegati lastno kožo zapiše, da je prekletstvo sodobnosti v tem, da je okoli nas vse več ljudi, ki zelo dobro pojasnjujejo, bolje kot razumejo in bolje pojasnjujejo, kot kaj storijo. Na tej osnovi opozarja, da je resnična vrednost v tem, da se pripravljam prevzeti odgovornost in nositi posledice svojih dejanj. In ne le govoriti o njih. No, da bi bolje razumeli, delovali in bili odgovorni, bo kakovost naslavljala okrogla miza kakovosti organov, integriteto bo naslavljala okrogla miza o ustvarjanju privlačnosti delovnega okolja in plačnem sistemu, učinkovitost bo naslavljala čezmejno sodelovanje in predvsem z dokazi podprto oblikovanje politik, medtem pa lahko aktualne teme iz zakona o upravnem postopku umestimo na vsa ta področja.
Navedene vsebine se med seboj povezujejo, vendar so še vedno, kot rečeno, zgolj besede, ki lahko da nekaj resnega označujejo, lahko pa tudi ne. Nemški kibernetik Friedmund Malik nam tukaj poda zelo preprost recept. Pravi, da so pojmi prazni, če ne vsebujejo nobenih informacij. Za prepoznavanje takih pojmov pa se lahko preprosto vprašamo, ali je logično nasprotje naše izjave možna alternativa. Če je odgovor ne, potem je tudi prvotna izjava dejansko brez pomena. Na primer, pri poslovanju bomo najboljši, je logično nasprotje, pri poslovanju bomo najslabši, kar pomeni, da je tudi prva izjava dejansko zgolj lepa beseda brez resne vsebine. O odsotnosti takšnih objektivnih preverjenih situacij lahko naletimo na tako imenovan Thomasov teorem, ki bo čez 3 leta star že 100 let, pa vendar se mi zdi pomembno, da ga mogoče še enkrat poslužimo. Pravi takole: če lahko ljudje subjektivne situacije opredelijo kot resnične, so te še vedno še kako resnične in dejanske v svojih posledicah. Torej, kljub subjektivnim ali včasih celo samovoljnim mnenjem, so lahko rezultati še vedno zelo, zelo dejanski. Zato pa, dragi udeleženke in udeleženci letošnjih dnevov slovenske uprave, naj nam ta vidik služi kot opomnik, da smo ljudje v javnem sektorju lahko resnični nosilci sprememb in napredka, če govorimo, se medsebojno razumemo in se ustvarjamo. Če je človeški karakter vedno tisti, ki je v središču našega delovanja, torej če bomo videli, ko gledamo, slišali, ko poslušamo, si drznili ustvarjati, ko delamo, če bomo čutili, ko bomo poslušali druge, bo to lahko vodilo v sinergijo med kakovostjo, integriteto in učinkovitostjo. To je lahko pot do medsebojnega zaupanja in nato do zaupanja javnosti in do inovacij, ki vodijo v prihodnost. Ne pozabimo namreč, da smo vsi del večje celote. Skupaj smo močnejši, skupaj imamo večji potencial kot kdorkoli izmed nas posamično. Zato se ozrimo okoli sebe, na levo, desno, naprej, nazaj in po vseh diagonalah se povezujemo in si prizadevamo za skupni uspeh. Kot nosilci ali soustvarjalci sprememb se lahko v smislu enega grškega modreca, Hillel starejši, se je imenoval iz 1. stoletja našega štetja, vprašamo tisto, kar že vsi znate in ste slišali, kdo, če ne mi, kje, če ne zdaj. Odgovori na vprašanja, kako, kje, s čim in zakaj, so vsakemu izmed nas posamič in na naši skupini v celoti. Predlagam, da odgovore poiščemo tudi tu, s poslušanjem okroglih miz in aktivno razpravo, nato pa z aktivnim delom v naših delovnih in domačih sredinah, kjer tudi vse ostale navdušimo za naš plemenit namen in poklic. Mislim, da je služiti drugim, javnosti, ker je bistvo javnega uslužbenca nekaj najlepšega, kar lahko človek stori za sočloveka. Močno upam, da tudi naši dnevi slovenske uprave prispevajo svoj del k tem besedam in dejanjem, ki bojo na koncu takšne, kot jih bomo ustvarjali mi vsi skupaj, posamično, ločeno, z vsemi sodelavkami in sodelavci, ki so ostali doma, ali pa ki bojo šele na novo prišli v naše delovne sredine. Hvala. Hvala tudi vam, gospod Pečarič, za te vzpodbudne in vedno rahlo visoko leteče besede, ki naj pa tako ostanejo. Nekdo drugi se nam bo pridružil še na odru, veliko čast in veselje nam je, da nam lahko uvodoma svoj nagovor podeli tudi izredna profesorica, doktorica Tatjana Kozjek, predsednica programskega odbora DSO. Izvolite. Spoštovani, prisrčno pozdravljeni na 32. tradicionalni letni konferenci Dnevi slovenske uprave. Kot je razvidno iz naslova letošnje konference in dekanovega nagovora, bomo prihodnja 2 dneva posvetili javnemu sektorju za družbo prihodnosti. Skupaj bomo razpravljali o ključnih izzivih zakonitosti, kakovosti, integritete in učinkovitosti v javnem sektorju.
Za kakovostne javne storitve so potrebni učinkoviti državni organi, kakovostna zakonodaja in na dokazih utemeljeno oblikovanje politik. Pomembno je zaposlovati prave ljudi na prava delovna mesta ter spodbujati sodelovanje in izmenjavo dobrih, pa tudi malo manj dobrih praks med organizacijami. V času hitrih družbenih sprememb, ki jih prinašajo digitalizacija, globalizacija in demografske spremembe, mora javni sektor postati odziven, učinkovit in učeč se. Predvsem pa mora delovati v skladu z vrednotami kakovosti in integritete, saj ti dve vrednoti krepita zaupanje javnosti, zagotavljata transparentnost in odgovornost ter preprečujeta korupcijo. Ključno vlogo pri tem imamo zaposleni. Z etičnim ravnanjem utrjujemo legitimnost in z usmerjenostjo k rezultatom potrjujemo kakovost delovanja organizacij. Razlike v razumevanju etičnosti vodijo v neenotne prakse, obvladovanje kršitev pa zunanji dejavniki, kot so klientelizem, politični pritiski in neučinkovit nadzor, dodatno spodkopavajo legitimnost javnega sektorja. Kakovost javnih storitev omogočamo ljudje. Zato morajo organizacije v javnem sektorju postati pravični, privlačni in odgovorni delodajalci, ki skrbijo za razvoj, blaginjo, pravično obravnavo, raznolikost in vključujoče delovno okolje. Le tako lahko krepijo pripadnost, sodelovanje, zavzetost in odgovornost ter spoštujejo zaposleni. Pri tem ima ključno vlogo interdisciplinarnost, preplet pravnih, ekonomskih, informacijskih in organizacijskih znanj, ki omogoča oblikovanje rešitev, ki so hkrati praktične in etično sprejemljive. Odličen primer take prakse je upravna svetovalnica Fakultete za upravo, ki v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo nudi strokovne odgovore ter povečuje pravno varnost in dviguje kakovost storitev. Zbrali smo se strokovnjaki z različnih področij, da skupaj poiščemo odgovore na vprašanja in se seznanimo z najboljšimi praksami, ki bodo pomagali oblikovati uspešnejšo prihodnost slovenskega javnega sektorja. Zato vas vabim, da aktivno sodelujete v razpravah s svojimi pogledi, izkušnjami, vprašanji in pobudami. Ob tej priložnosti bi se rada iskreno zahvalila vsem, ki ste prispevali k uspešni organizaciji tega dogodka. Posebna zahvala gre članom programskega odbora za zanimiv in strokovno program ter članom organizacijskega odbora, ki so poskrbeli za prijetno vzdušje in družabni program. Hvala tudi vsem sodelujočim na okroglih mizah, Ani Mariji Mitić za komični vložek in povezovanje programa, snemalcu Kids TV Alojzu Lopiču, našemu sponzorju javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice ter medijskemu sponzorju Uradni list Republike Slovenije. Vaša podpora je ključna za uspešno izvedbo dogodka. Hvala vam. Verjamem, da v naslednjih dneh čakajo zanimive razprave, nove ideje in dragoceni pogledi, ki bodo prispevali k napredku v javnem sektorju. Želim vam 2 lepa in uspešna dneva, že zdaj pa vas vabim, da se nam pridružite tudi na poskušnji Mohtinja, ki jih bosta sledila večerja in prijetno druženje z glasbo in plesom. Hvala. Hvala tudi vam. In zdaj, ko smo uradno otvorili ves ta protokol, se lahko pa tudi malo sprostimo. Ja, že vnaprej, no to se mi redko zahvaljujejo, že vnaprej, obljubili smo, da popestrimo čisto samo zato, da razbijemo stereotip, da so tisti, ki seveda pripadajo upravi, neki brezvezni, sivi ljudje, ki zgolj pač gledajo neke formularje in vse to. Kako? Pa saj mi se ukvarjamo z ljudmi. Pa saj vi ste tisti, ki skrbite za to, da mi ljudje sploh lahko funkcioniramo. In tako se jaz seveda zelo rada znajdem na tovrstnih dogodkih in ne bom tajila, sem rekla, da bom za to priložnost vam tudi zaupala, da sem sredi takole ene konference, sicer ne na uradnem delu, ampak na tistem, ki čaka tudi vas, reče se mu pa neformalno mreženje. Dame že smajijo, se veselite. Kakorkoli na takih neformalnih mreženjih potem človek naleti na vse možne kandidate in protikandidate, če veste, kaj mislim. No, tukaj seveda, zakaj bom o tem govorila, ker sem nekako že prerešetala vse prisotne in vidim, da takih ni, zato lahko o tem prosto govorim. In sicer,
Saj veste, ta profil moškega, tip Runkel, Holzer, Hodre, ki tam ponavadi lune vozičke klad ali pa se v takih settingih sploh niti ne nahaja. To so te Runkel, Holzer, Hodre modeli, ki pa sicer nič ni slabega na njih, zato ker, povezano z mojim prvotnim študijem, moram reči, so zelo uporabni kot hodeči učbenik anatomije. A veste, oni grejo, če ste opazili, imajo tako malo postavil, narobe obrnen trikotnik. A veste, tako le hodijo. In pa če jih kdo pokliče od odzadi, oni se ne obrnejo tako, kot jaz karibica, ki grem elegantno. Ne, oni grejo kot rakovica, tako le, pa pol nazaj, ker ne morajo zaradi mišic. No in to se mi zdaj triluška, ne, te učbenike anatomije še tako nekako v 3D modelu. Musculus biceps, musculus triceps, musculus quadriceps, musculus gluteus maximus. No, ampak to je pa tudi vse, veste. Ker te runkelni pol kak gre v mišice, pa če nekako more prenesti po nekih drugih funkcijah, pol ven iz možganov, ne. Ampak greš tudi, saj so pa strašno zabavni. Pa če ste kdaj opazili, oni vse, kar hočejo potrditi svoje trditve, pa to, predstavljajte si vas na delovnem mestu, da bi vse morali nekaj tolčiti. On vedno, ja, to je bilo pa dobro, pa nekaj tolče, ne. Ampak to je lahko tudi nevarno, veste, stvari se razbijajo, sploh če imaš musculus quadriceps maximus. Ampak dobro, jaz ga z veseljem seveda, dajmo temu reči, spoznam svojo družbo, pa privlečem, mogoče ni najbolj prava beseda, ampak naj se nam pridruži tudi na našem neformalnem srečanju. Ampak veste, moji prijatelji niso tako zelo runkelni, pa nič narobe z vsemi temi poklici, da ne boste slučajno kaj narobe razumeli. Ampak te neki pesniki, glasbeniki, in ravno en je izdajal novo pesniško zbirko, to so pa te pesniki, veste, ki skozi nosijo neke te lamene puloverje. To je tak malo prevelik, pa ene lame so gor narisane. Ne vem, če ste kaj tazga že videli, ampak te lameni puloverji, vsi imajo tako neke lase spete v te drede, a veste, to je po mojem samo zato, ker se ne češejo, jaz ne vem, če je to kakšna moda. No in ta pesnik je izdajal novo pesniško zbirko in začne neki v rimah pa metaforah. Ta runkel, ne, on je pa hotel biti tudi malo zraven. In kar naenkrat, brez veze, čist izven konteksta, on reče, o ja, rima, jaz tudi znam eno, pa ste to, dobra bo. In pa reče, po morju plava kit, iz vode gleda rut. In vsi prebledimo, zdaj prijatelji so bili vljudni, pa so tako, verjetno kot vi, ki imate kakšne težke, kao, ja, dobro, bomo, hvala tudi vam. In tako oni mene gledajo, jaz njega ga zvlečem na stran, pa rečem, pa dobro, kaj zdaj to? Sej razumem, da hočeš sodelovati, ampak lahko bi malo bolj eleganten izpadel, da zakurbi tisto eno mišico možgansko, pa dajmo, da če rečeš, moj stric prihaja, oziroma po morju plava kit, iz vode gleda R pa 3 pikce, bi bilo lahko tudi čisto v redu, pa bi vsi razumeli. In potem, razumem. Mi se pogovarjamo že o vsem drugem. O politiki, o hrani, levo, desno, na kar... upam, da niste osebno vzeli, gospod, jaz sem pravičil. Čeprav, dobre mišice vidim, jaz čez obleko, vse brez meni. Ja, žal mi je, lih mem je šel pa kaj, ne. Če imam oči, se gleda, ne. Ojoj, če bo prišel nazaj, slava mu. Kakorkoli, in jaz se z unim že nekako govorim, ne, dajmo mi to zdaj nekako pasti v sistem in on kako da vse nekako razume. Skratka, tiste sem že prej načela, to je bil edini naboj njihovih rim. On privleče tisto, ki je mene že 100krat hotel z njo nasmejati in on se spomne, da bo to pa tu zdaj provalil mojim prijateljem. S tem, da teme so bile že povsod druge in on reče, paste tole! Se že kar sam se naprej smeje. Reče, moj stric prihaja z Bleda, izgat mu kinta G. In je moral iti. Je pa res, da kot prava dama, ker sem videla, da ima lobi v klavir, sem rekla, dajte vi to pripeljati gor. Ker veste, jaz vseeno ne zmorem nekih teh maščevalnih momentov, ne. Edino, kar naredim, je, da v čast in veselje in večen spomin takim runklom napišem en šanson, ki ga zdaj ob tej priložnosti z veseljem delim z vami. Bil je velik, modrog in močan, atletsko plečat, lep, zagorel ten. A ko je odprl svoja usta, sem spregledala, ta tip je kreten. Fant ni imel znanja in ni imel izkušenj, imel je kmetijo in bil je brez stila. A sem ga vseeno na lepo večerjo, fino restauracijo povabila. Jaz pila sem šampanc, kot spodobi se za divo, on runkel kot je bil, pa je naročil pivo. Ženska vedno misli, da lahko bi moškemu souglajno zdala,
Lepe bi obleke mu nadela, naučila ga proseni hvala. Znam naredila bi vzgojni načrt, a če je moški tak krumtel, pa nam se ne da nares, ker je v glavi trd. Potem izbrala sem si škampe, on je pa naročil vampe. Sem rekla, zdaj si višem svoju, to lokal je na nivoju. On pa me je samo gledal tupo in si kot alternativo je naročil govejo župo. Da bi bilo malo romantično, na mizi prižgala sem svečico. On pa je vrhu na mizo pretičal, pa nož pa žlico, vse razumilc. In je gorel, sem rekla, aha. On pa meni, baba, kva se treseš, si sem prostovoljen gasilc. Ženska vedno misli, da lahko bi moškemu smogla eno zdala. Lepe bi obleke mu nadela, naučila ga proseni hvala. Znam naredila bi vzgojni načrt, a če je moški tak krumkel, pa nam se ne da nares, ker je v glavi trd. No, ampak ne samo to, da ne bo slučajno delala krivice še vsem ostalim tipom, a ne. Te niso samo runkani na svetu, ki so kamen spotike. Imate potem tiste, ki so v bistvu bolj podobni tistim pesnikom, ki sem jih omenjala, ampak pridejo pa v preobleki lahko tudi runkelnov. O kakšnem kompleksnem tipu jaz zdaj to govorim, in to je ena par sem jih videla tudi tlele se sprehajati, v ulici pa sem šla kar malo raje okoli. Temu se reče profesionalni man child. To pa je otroček v moškem telesu. Zelo težko zadetektirati takoj na prvi pogled, ampak ena točka vam bo takoj razodela, drage dame in cenjeni gospodje, s kom imate opravka, in to je mama. Oh yeah. Ne, veste, vse lepo in prav, sam dokler največji šopek dobi mama, ti pa eno vrtnico, to so pa pol tako enakčki. Ampak ne bom besedičila pa dolgovezila, to so zgolj pač tisti, ki horoskop prebere, že to, kdo ga je naučil brati horoskop. Poimenovati so moški tako bolj, te lunarne faze, retrogradni Merkurij, nekaj. Itak, zdaj drugač pa dobra novica, Lunin mrk pa vse to imem, tako da zdaj imate najboljše možne dneve za dneve slovenske uprave. Lahko si date en aplavz. Zmagali ste, pa sploh ne veste zakaj. No, ampak, kar se tiče teh mam, kot rečeno, da ne bom preveč govorila, ker danes boste morali še poslušati, najboljš, da takim moškim oziroma enemu samu posvetim kar en tak komad. Ker pa sem seveda prava dama, rasla gor na mahagoni parketu pa Mozart kuglah. Ja, pleza se tako, kot ta prav šport, vse do vrha prehrambene piramide, tem, ki so olja pa slalice. In bo, ko se enkrat na vrhu reče, šla je punca, drž se vrha, ne? Saj veste, kaj pravijo pametni. Bolj se brada gunca, bolj je fejs punca. No, zdaj bom pa jaz zaguncala še malo do klavirja in seveda en tak lep tango, da razbistrimo in rešimo še to stvar. Naj te vrnem tvoji mami, ona te najbolj pozna. Zdaj te vračam, pa ne ona, tebe gleda, ne ti da. Vse, kar sama nisem znala, pa te ljubim do neba. Se mi zdi pa, da bo boljša tvoja zlata mamica. In dovolj ni 1000 besed, in dovolj ni čena in je svet, in dovolj ni so lepe laži. Če v srcu z menoj nisi ti, me je končno srečala pamet in bom sama poslala si žamet, pozabila na bedne noči in se podle strasti. Zdaj mi je že dosti bolje, srečala sem moškega, zvihto steno je v kuhinji, ki je na te čakala. Ne sprašuje, kje so štumfi, svojo bormašino ima, da boš verjel, pogled mi seže, tle od piva in fitnessa. In dovolj ni 1000 besed, in dovolj ni čena in je svet, in dovolj ni so lepe laži. Če v srcu z menoj nisi ti, me je končno srečala pamet in bom sama poslala si žamet,
pozabila na bedne noči in se podle strasti. Mamica je kako sonce, rada te ima. A poznate? Če pa takneš njenega sina, te kar izsesara. In zato nikdar mamice ne daj. Ena sama je na svetu, tvoja mama zmaj. Ja, ja, da pa seveda, no, ne boste mislili, da kaj zelo eksplicitno pikiram na kakšne tipe. To je zgolj, kot ste tudi vi opravili svoj del študioznosti, je to zgolj moj del raziskovanja življenja in seveda moj del študioznosti na tak in drugačen način, da pa ne bomo seveda samo porogljivi, imam tako za vas eno presenečenje in sicer ni še nastala sploh skladba, ko smo se mi že dogovorili, da se tukaj družimo. To seveda vi ne veste, ampak vmes se je zgodilo nekaj, kar pač je meni moja najljubša stvar, pa galebi, ker to vse preletavajo. In to je avtorska plošča šansonov in na njej seveda tudi ena pesem, ki se imenuje Galeb. In danes jo ekskluzivno, še preden jo bo sploh slišalo uho javnosti, z največjim veseljem vam na čast in v to popotnico lepih dnevov slovenske uprave namenim seveda samo za vas. Nisem vedela, da bo tako, ko da hodim na robe korake, misli so zastrle mi ne bo. Spominjajo na utrujene junake, kdaj bo čas, kje te najdem med valovi večnosti. Zdaj sem galeb, svobodno poletim, zvezdno nebo virano osvetli. Naj upanje odpre srce, ker misel na te zdaj me nas pusti. Ko ptica morje preleti, na zlatih prsih sonce ji žari. Nisi vedel, da bo kdaj tako, ko da hodiš na robe korake, misli so zaprle ti nebo. Spominjajo na utrujene junake, kdaj bo čas, kje me najdeš med valovi večnosti. Zdaj si galeb, svobodno poletiš, zvezdno nebo virano osvetliš. Naj upanje odpre srce, ker misel na te zdaj me ne spusti. Ko ptica morje preleti, na zlatih prsih sonce ji žari. Misel na poti naj bo noč, žametne noči naj bo noč. Nisem brez moči, naj bo noč, 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 noč. Zdaj sem galeb, svobodno poletim, zvezdno nebo pirano osvetli. Naj upanje odpre srce, ker misel na te zdaj me ne spusti. Ko ptica morje preleti, na zlatih prsih sonce ji žari. Vse smo v hoteli zvihtati Jana Plestenjaka, ampak ajde, next best thing se reče.
Vas lepo pozdravljam in grede tam iz Strunjana, ima druge obveznosti, mora božati kitaro. No, kakorkoli, ja, on je zelo romantična duša, pa drzna si to govoriti, zato ker se to poznava, da je vse v redu. Kakorkoli, vi imate ne samo lep program, ampak celo podelitev določenih nagrad pred sabo. In ne boste verjeli, jaz sem, no to pa Jan Plestenjak ne bi naredil, ne. Sem pa tako univerzalna, da sem naredila en komad posebej za vas, ki seveda drži tisto besedo, ki naj ne bo vodilo zgolj tega natečaja, ne vodilo vseh nagrad, ki jih bomo pravkar podelili, ampak predvsem vodilo vsakega izmed nas. Sej poklicno pač prihajajo vzponi, padci, pa počasi prihajamo do določene modrosti in seveda napredovanja. Pa vendar, življenje ima pa svoje valove, če smo že ravno tukaj v Portorožu, ker se lahko samo z enim očesom ozreti nazaj na morje in galebe in vse lepega, kar to prinaša, je pa zagotovo tukaj upanje, ki naj nas vedno drži po konci, tudi takrat, ko je mogoče malce težje iti naprej. In ker sem ravno v tajmingu, za zadnje minute seveda z veseljem posvečam točno to pesem. Pa se upravičujem tam, da gospodi policisti me gledajo v hrbet. Mogoče še boljš, da me ne bodo preveč prepoznali. Tlele, lovila galebe po Portorožu. V našem belem hodniku prezračujemo okna non-stop. V našem lepem hodniku se pozdravljamo, dama, gospod. V našem belem hodniku sploh ne vejo, da en ne spi. Moji ljubi sosedje niso slišali joka noči. Ne vedo, da včeraj si odnesel vse svoje stvari. Konec bedne je scene, a vseeno prekleto boli. V našem belem hodniku se kosovni odlagat ne sme. In selitveni servis mi na vratih zamenja ime. Naprej, 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 ne dihaj, čeprav ti srce bo odpadlo. Naprej, korak naprej, če tudi se v glavi neznosno vrti. Naprej, 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 kaj briga jih, če je življenje razpadlo. Naprej, 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 le ne izdajte me zdaj še oči. V našem belem hodniku prezračujemo okna non-stop. Z pomenljivim pogledom mi je hišnik pridržal vhod. Lift podmazano dela, ob četrtkih očistijo tla. Radovidna soseda pa mi več ne uniči srca. Naprej, 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 ne dihaj, čeprav ti srce bo odpadlo. Naprej, korak naprej, če tudi se v glavi neznosno vrti. Naprej, 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 kaj briga jih, če je življenje razpadlo. Naprej, 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 ne izdajte me zdaj še oči. Mine dan, mine leto, se počasi novice razve. In kako, a ste dobro? Cilj je, da se jim čim več pove. Okna pa so spet zračna, dan bo lep in za vikend v sneg. Tu so novi otroci, jaz sem nova in grem skozi njih. No in ko že ravno omenim naprej, ja mislim, da čas, da gremo tudi naprej. Uradno lahko naznanim podelitev nagrad natečaja Premik naprej. Naj pa mogoče namenim samo nekaj besed še samemu natečaju. Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani vsako leto v mesecu juniju objavi natečaj za izbor najboljše izboljšave v javni upravi. Premik naprej. Natečaj je namenjen prepoznavanju in promociji inovativnih praks, ki prispevajo k učinkovitejšemu delovanju javne uprave in spodbujajo izboljšanje javnih storitev. Vsako leto 5-članska strokovna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki z področja javnega sektorja, izbere 3 finaliste in izmed njih seveda enega zmagovalca. V letu 2025 je torej strokovna komisija izbrala naslednje 3 finaliste. Pa jih bom navedla po abecednem redu imena izboljšave. Najprej samo omenimo, potem pa predlagam, da začnemo s podelitvijo.
Torej, finalisti natečaja so aplikativna rešitev za nadzor nad spoštovanjem policijske prepovedi približevanja. Policija, Generalna policijska uprava. Naslednja, klepetalni robot finančne uprave. Finančna uprava Republike Slovenije. In prenova statistike plač. Manj administrativnega bremena, večja kakovost in uporabnost podatkov, prihaja pa seveda Statističnega urada Republike Slovenije. No, in zdaj, ko poznamo finaliste, je čas, da se nam pridružita profesor dr. Mirko Pečarič in seveda izredni profesor dr. Jernej Buzeti, da pomagata podeliti nagrade. Za uvodni nagovor, ne samo udeležencem, temveč predvsem finalistom natečaja, pa bomo poprosili kar gospoda Pečariča. Izvolite. Potem spoštovani. Ja, mislim, razmišljal, kaj bi povedal. Ko sem začel študirati, je bilo upravo. No, pa se pa zgodilo tako, kot vsaj pri meni, imam jaz tak občutek, vedno, ko se postavim trgovino pred blagajno, vedno je najdaljša vrsta, tam, kjer sem jaz. In tako je bilo tudi z upravo. Pa je bila kar nekaj dobra uprava, pa je bila inteligentna uprava, pa pametna uprava, pa digitalna uprava, pa fleksibilna uprava, pa adaptibilna uprava in tako naprej. Včasih je bila dosti prilagodljivost, pa je bila pa fleksibilnost, pa agilnost, pa kompleksnost. Skratka, v vseh teh besed mi predvsem danes veseli, da imamo pred sabo ne samo besede, pač pa konkretne rezultate naših finalistov, ki so dejansko priča in dokaz vseh naših prizadevanj, ki, tako kot sem prej povedal v našem nagovoru, ustvarjajo nekaj za soljudi, za vse nas. Jaz verjamem, da to vi doma ne rabite, v dnevni sobi, kar ste delali. Pomagajte s tem pa širši množici. Veseli me, da ste danes z nami. Veseli me tudi, da je vsako leto čedalje več kandidatov za naše nagrade, torej da ste prepoznali vrednost te nagrade, za katero upam, da bo krasila vašo najboljšo steno v službi. Hvala tudi vam. Najlepše so okrasje, ki seveda sledijo kot plod dobrega dela in razbremenijo človeška življenja. Kaj seveda verjamem, da celokupno gledano naše širše poslanstvo. No, zdaj pa je moje poslanstvo, da podru povabim tudi že prej omenjenega izrednega profesorja dr. Jernej Buzetija, ki bo pomagal gospodu Pečariču podeliti nagrade. Pa poglejmo. V letu 2025 je strokovna komisija izbrala naslednje 3 finaliste. Omenimo prvega, projekt Aplikativna rešitev za nadzor nad spoštovanjem policijske prepovedi približevanja, prijavitelj Generalna policijska uprava. Medtem, ko prihajajo v kodru, seveda, vi, nekoga boste poslali, da prevzame, vi pa ga pospremite z aplavzom. Kar pogumno in seveda s polno častjo. Nagrado bo prevzel gospod Mirko Nunišerico, upravi uniformirane policije pri Generalni policijski upravi. Fotomoment. Opis. Policija je razvila informacijsko rešitev, ki povezuje obstoječe evidence in aplikacije ter omogoča centralni vnos nadzorov nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja. Sistem avtomatsko opozarja na neopravljene ali neupisane kontrole, hkrati pa z vizualizacijo vgis omogoča geografski pregled ukrepov in nadzorov. Nova rešitev odpravi ročno, nepregledno in neenotno evidentiranje, zmanjšuje administrativne napake ter omogoča učinkovitejši strokovni nadzor. Ključna pridobitev pa je večja varnost žrtev nasilja, saj je nadzor nad ukrepi zanesljivejši, hitrejši in preglednejši. Iskrene čestitke. V imenu policije se zahvaljujem organizatorju in komisiji za to priznanje, kajti pove nam, da to je premik naprej. Zakaj je premik naprej? Ker ko govorimo o žrtvi, in če poudarjamo, da gre za žrtvo kaznivega dejanja, je tako naša pozornost premaknjena na to osebo ali skupino ljudi. Seveda, žrtev je ponavadi izpostavljena nekaj traumatično, stresno, v večini primerov nekaj nasilnih dejanj. In takrat rabimo, rabite, kdorkoli že, zaščito in nek sistemski pristop. Seveda, v 111 policijskih postajah moramo skrbeti za usklajenost, učinkovitost in kar sistemskim ukrepom, ki zagotavljajo, da ljudem damo to, kar potrebujejo od nas. Seveda, vsi, ki se ukvarjamo z vodenjem,
In z ljudmi vemo, da kdor dela, lahko greši. In napake se pojavljajo, človeški faktor bo vedno prisoten. S to aplikacijo, ki so jo razvile kolegice in kolegi na moji levi strani, odpravljamo v največji meri ta človeški faktor. Poskušamo vplivati na tega mi oziroma v čim manjši meri, da ga ne bi bilo. Zato moj velik poklon kolegicam in kolegom, ki ste prispevali, dvignili naše delo na en višji nivo, marsikakšno zadevo boste preprečili, mogoče tudi rešili kakšno življenje, pa nikoli ne boste vedeli, da je to plod vašega dela. Hvala in srečno. In srečno naprej. Naslednji finalist, kot prej omenjeni, prenova statistike plač, manj administrativnega bremena, večja kakovost in uporabnost podatkov strani Statističnega urada Republike Slovenije. Nagrado bo prevzela Apolonija Oblak-Flander, generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije. Po fototerminu oziroma med njim lahko še na kratko opišemo projekt. SURS je v sodelovanju s FURS in drugimi deležniki izvedel prenovo statistike plač, ki je bistveno zmanjšala administrativno breme za približno 60.000 podjetij in izboljšala kakovost podatkov. Ključna sprememba je v uvedbi prenovljenega obrazca REKNIČ, ki vključuje posebna polja za statistične potrebe, zato podjetjem ni več treba izpolnjevati ločenega statističnega obrazca. Podatki se zdaj zbirajo na enem mestu, kar pomeni večjo racionalnost, nižje stroške in hitrejšo dostopnost informacij. Prenova omogoča podrobnejše in pravočasne podatke na ravni posameznika ter izboljšuje analitično vrednost celotne statistike plač. Projekt predstavlja primer uspešnega medinstitucionalnega sodelovanja in sodobne digitalne preobrazbe javne uprave. Še enkrat iskrene čestitke. In seveda lahko namenite nekaj besed. Torej, iskrena hvala v imenu celotne ekipe Statističnega urada, žiri, da ste prepoznali dodano vrednost tako za poročevalske enote, poslovne subjekte in pa tudi za uporabnike. Zdaj, naš uspeh temelji na 3 elementih. Prvi je ta smela usmerjenost državne statistike, da zbere podatke na način, da čim manj obremenjuje prebivalstvo, poslovne subjekte, in zato smo že v 80-ih letih začeli vzpostavljati registrski sistem v naši državi. Začeli smo s centralnim registrom prebivalstva, potem smo nadaljevali s poslovnim registrom in potem se je vzpostavilo še kar nekaj registrov, kar nam omogoča, da našim uporabnikom ponudimo več. Drugi element so naši zaposleni. Brez njihove vizije, ciljev, trme, veste, to so zahtevni 8 do 10-letni projekti, ki vključujejo včasih spremembo zakonodaje, posodobitev procesov, tako da res brez nekega, bom rekla, tudi osebnega angažmaja zaposlenih tega ne bi dosegali. In tretje, kar je ključno in tukaj bi res pohvalila sodelovanje. In sicer sodelovanje s finančno, v tem konkretnem primeru s Finančno upravo Republike Slovenije, Ministrstvom za finance, Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enako možnosti in pa tudi AJPES-om. Brez tega vzajemnega sodelovanja, da želimo nek premik naprej na področju zbiranja in uporabnikom ponuditi več, pač tega ne bi dosegla. In tako kot pravi afriški pregovor, če želiš iti hitro, pojdi sam, če pa želiš priti daleč, pa pojdi skupaj. Tako da iskrena hvala žiri, da ste prepoznali naše delo. Ostajamo vam zvesti tudi naprej. Hvala lepa. In seveda še enkrat čestitke uspešno. In kot zadnjega finalista, lahko pa seveda domnevate, kaj pomeni zadnji in prvi, je klepetalni robot finančne uprave. Klepetalni robot finančne uprave je prvi asistent z generativno umetno inteligenco v Slovenski državni upravi. Začel je delovati maja 2025 naprej na področju DDV in dohodnine, v prihodnje pa bo razširjen tudi na druga davčna in carinska področja. Robot dnevno beleži več 100 uporabnikov, komunikacija pa je anonimna in temelji izključno na preverjenih uradnih virih. Odgovori so kratki, razumljivi in prilagojeni konkretnim primerom, njihovo pravilnost pa vsakodnevno zagotavljajo uslužbenci, trenerji robotka.
Rešitev pomembno razbremenjuje klicni center, skrajšuje odzivne čase in povečuje enotnost ter kakovost odgovorov. S tem se izboljšuje dostopnost informacij, zmanjšujejo napake pri izpolnjevanju davčnih obveznosti in krepi splošno zaupanje v javno upravo. Dajte jim en spodbuden aplavz. Ob tem ključnem trenutku, po poteku podelitve pa bomo, preden vas pustimo na oder, v znak zahvalnih besed. Aha, torej, protokol glede pokala protokolu je zadoščeno, mi pa si bomo ogledali še eno posebno interdisciplinarno video zvočno dokumentacijo, ki seveda si jo zasluži kdo drug kot glavni nagrajenec. Hvala Fakulteti za upravo, da je našega klepetalnega robotka prepoznala kot tako izjemno inovacijo in jo tudi nagradila. Zdaj, naš klepetalni robotek, ste že videli, je nedvomno dokaz, da lahko tudi v javni upravi s nekimi drznimi, sodobnimi pristopi naredimo korak bližje ljudem. In tako za uporabo najsodobnejše tehnologije tudi ponudimo prijaznejše storitve. Vi verjetno veste, na finančni upravi tudi ves čas stremimo k temu cilju. Usmerjeni smo v sodobne, inovativne, digitalne rešitve, kar nam na eni strani seveda optimizira naše postopke, na drugi strani pa seveda ne izboljšuje storitve in pač nudi neke prijaznejše okolje za davčne zavezance. Tako da, drugače pa na prvem mestu je ta klepetalnik rezultat res nadpovprečnega truda naših sodelavcev. So res z naporom, z znanjem, z vztrajnostjo to dosegli in brez njih tega dosežka ne bi bilo. Tako da super, bravo Miha in ekipa. Kako spremljate naše spletne strani, ravno ta teden smo v ponedeljek objavili 3 nove klepetalnike. Klepetalnik za davke poslovnih subjektov, klepetalnik za carine in trošarine in pa okoljske dajatve. Klepetalnik za fizične osebe pa smo nadgradili, tako da praktično odgovarja na vsa vprašanja, ki jih imate, tako da vabljeni k uporabi. Drugače pa verjamem, da je to ta naš projekt zdaj navdih za neke nove ideje, ki bodo javno upravo še bolj približale ljudem, kar pa je tudi naš cilj. Hvala. Hvala obima podeljevalcema, ter seveda vsem obilo uspešnega dela še naprej in naj vas kreativnost povede do še kakšnih inovacij, da bodo naša življenja veliko lažja. Tale DDV klepetalnik potegnem jaz zelo kmalu uporabiti. Kar je super, seveda se živimo v digitalni dobi in evo še en dokaz, da smo sodobni in fluentni. In kar se za sodobnost spodobi, je seveda tudi glavne argumente inovacije dati na mizo. Ne dobesedno, temveč v obliki okrogle mize. Bliža se namreč naša prva, ki smo jo naslovili kakovost državnih organov. Vodja te okrogle mize bo docent dr. Nejc Brezovar, ki ga ob tej priložnosti kar vabimo, da se nam počasi pridruži, sodelujoči pa Tina Divjak, namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, dr. Kornelija Marzelj, varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Eva Treven, generalna direktorica z Direktorata za kakovost Ministrstva za javno upravo, magistrica Teja Božovič-Holc, generalna sekretarka iz generalnega sekretariata Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in seveda Nevenka Kržan, predsednica uprave z Luke Koper d.o.o. Hvala lepa in seveda izvolite.